Metodologija je enaka, kot je bila doslej. Se pravi, MOS je sestavljen iz 3 delov, iz avtomatskega merjenja, telefonske in spletne ankete. Iz telefonske ankete in avtomatskega merjenja definiramo doseg, kaj in kako bom povedala v nadaljevanju. Iz spletne ankete in avtomatskega merjenja pa profil uporabnikov. Vsebinska povezanost telefonske in spletne ankete nam pa omogoča, da vidimo, kakšna je razlika med profilom uporabnikov ene strani glede na redne uporabnike interneta v Sloveniji. Prav, najprej avtomatsko merjenje, govorimo o tako imenovanem pristopu prestrezanja. Se prav, karkoli uporabniki naredijo na eni strani, naš server prestreže, če ima seveda stran našo merilno kodo gor. In uporabniki so avtomatsko gledano in ljudje, ki sedijo za računalnikom in pajki in vse ostalo, kar je tudi potrebno za to, da internet deluje. In če govorimo avtomatsko o uporabniku, ga lahko definiramo s piškotkom, kar je ena taka kombinacija številk in črt, ali pa še z enim zapisom, ki je še daljši, ki pove, kakšna je IP številka, kak operacijski sistem je, kak brskalnik. Se pravi, nič od tega ni niti približno podobno ljudem, ki sedijo za tem računalnikom ali pa ne. In zato je razlika prva in ključna med MOS-om in vsemi ostalimi meritvami, da skušamo z MOS-om priti do teh gospa ali pa fantov, ki sedijo za računalniki, ne pa samo ostati na nivoju teh številk, kar je pravilo za vse ostale meritve, ki jih uporabljajo spletne strani same. Zdaj, bistvo telefona, kot sem rekla, je opredeliti profil in uporabo interneta v Sloveniji. Se pravi, koliko je uporabnikov, kakšna je njihova demografska struktura, kako uporabljajo internet, to so informacije, ki jih rabimo za korekcijo avtomatskega merjenja, kaj menijo o piškotkih, kakšna je medijska potrošnja in podobno. Pri spletni anketi velja podobno. Vsebina je enaka kot v telefonu, razno vprašanja, ali uporabljate internet, ker to vemo, da ga uporabljajo. Rekrutira se z pasicami na spletnih straneh, ki sodelujejo v raziskavi, in je pač stvar prijaznosti spletnih strani, da v času meritve objavljajo pasice in na ta način pridemo do respondentov. V spletni anketi ne sprašujemo po uporabi posameznih strani. Z preprostega razloga, ker jim damo enak piškotek, ki ga dobijo v tehničnem merjenju. In na koncu, ko se zaključi meritev, iz tehničnega merjenja pogledamo, kje so oni dejansko v zadnjem mesecu bili in jih zato ne rabimo spraševati, kje so bili. Kaj je doseg, ki je ključna informacija meritve? To je število različnih obiskovalcev, ki so v obdobju merjenja obiskali stran. Doseg ni vsota dnevnih obiskovalcev in zračunamo ga tako, da te avtomatsko preštete obiskovalce obtežimo glede na navade slovenskih uporabnikov interneta. Prav za vse strani obtežimo enako glede na enega povprečno uporabo v Sloveniji. Zdaj pri izračunu, tako imamo dva tipa obiskovalcev, so prav une s piškotki pa une brez, tudi pri uteževanju upoštevamo razliko glede na to, a imajo piškotke ali ne. Zdaj bom v nadaljevanju pokazala, kako opredelimo utež pri tistih, ki imajo piškotek in zakaj sploh je potrebno korigirati avtomatsko merjenje. Če si predstavljamo tole gospodično, ki ima enak laptop v službi in doma, avtomatsko, zgornjega kota avtomatsko merjenja, en zapis, en piškotek. In dileme ni. Zelo čista situacija. Problem se pojavi, ko na istem laptopu nekdo drug uporablja internet in se ne prijavi svojim profilom. V tem primeru avtomatsko merjenje podcenjuje, ker dejansko sta tle dva uporabnika, avtomatsko gledano imamo pa samo enega. Drug primer, ki ga imamo, je ta gospodič, ki pa dela v službi na namiznem računalniku in doma na namiznem računalniku. Že v prvi vrsti avtomatsko gledano dobimo dva uporabnika, imamo pa samo enega. Seveda, poleg njega lahko doma še kdo drug uporablja internet, kjer pa spet pol avtomatsko merjenje poceni. In ravno zaradi tega upoštevamo pri obtoževanju podatke o tem, na koliko različnih
in kak tip računalnikov ljudje uporabljajo internet in Slovenija povprečje že od prve meritve naprej malo več kot 2. Tudi koliko brskalnikov uporabljajo, ker tudi razlika v brskalnikih, kar vam na slikah ne morem prikazati, vpliva na to, kjer piškotek ti dobiš. Sprav, ali uporabljaš Mozilla ali Firefox, ki sta najbolj uporabljena oba. In po drugi strani, koliko uporabnikov doma iz istega računalnika z istim profilom uporablja internet. Tukaj imamo že prvega merjenja povprečja približno 2,4. Sprav, v Sloveniji povprečno 2 uporabljata doma z istega računalnika internet in avtomatsko gledano to pomeni, da nam avtomatska merjenja dejansko podcenjujejo. Za tiste, ki nimajo piškotka, kar je, kot bomo pa videli z avtomatske meritve, manjšina je v bistvu del populacije, ki pravi, da ne dovolijo zapisa piškotkov. In teh je tudi med rednimi uporabniki interneta vseh merjenjih dosti malo. Zdaj, če gremo na izvedbo. Izvedba podatki, letos je sodelovalo 87 spletnih strani. Kar se spreminja z vsakim merjenjem je velikost spletne ankete. Letos smo imeli 8840 izpolnjenih anket. Podatki se pa nanašajo na obdobje od 1. do 28. oktobra, prav od ponedeljka do nedelje. Medtem, ko cela izvedba zaradi nameščanja in odstranjevanja merilnih kod traja od 24. septembra do 11. novembra.